ko smo govorili, ko si bila na stolu, sem nekako od tebe slišala, da se zavedaš, da v ta odnos nisi, ker si bila razočarana nad izbiro, nekako nisi vlagala v ta odnos sebe, tako, kot bi ti mogoče lahko bila. Ne, nisem, ja. Recimo si razmišljala, da v bistvu Sandija sploh ne poznaš tako dobro in da bi mu mogoče pa dala priložnost, da bi ga bolj spoznala, pa da te bi znal morda tudi presenetiti pozitivno. Ne vem, kaj ne rečem. Pač bom videla sproti, kako bo šlo. Tako, ko poznam Sandija, mogoče zmeraj nekaj bo zanimivega. A je kakšna taka stvar, ki jo želiš deliti z mano, da si želiš, da jo mogoče se pogovorimo, ko sta skupaj, da mu jo jaz prenesem? Ja, da bo sočuten, da bo bolj pozoren, da zna poslušati, on skozi svoje in karkoli jaz povem, je vse kontra daje. To v bistvu... Se pravi, ne znata, je treba nekaj narediti na poslušanju. Na poslušanju treba narediti, kaj jaz govorim, on pa tega sploh ne slišim, sliši samo sebe. Kriči in da brez veze kriči in da... Kako se počutiš ob tem, ko nate kriči? Ni prijetno se počutim, definitivno ni prijetno, ker ne zaslužim tega. Ko Sandi vzdigne glas, meni ni prijetno, ampak jaz zapiram se v vase, jaz tako dajem sebe v en kupol in da pač kao ga zaprta pred njim in da to ne gre na mene. Ja, zaenkrat on želel pač, da se skupaj čistiva. Zdaj že, ko skupaj čistim... Odnosi pa malo večkrat čiščenje. Ja, na odnose bi se pomo niti ne zna, kako to prikazati. Pa rečva, da si bi ti želela, da bi bil ta odnos še kaj drugega kot samo skupno čiščenje. Ja, bi želela, da bi res nekaj normalnega bilo odnosa, kot da samo čiščenja. Sem vesela, slišim neke pozitivne besede, neke priložnosti, tako da jaz te bom prosila, če poiščeš Sandija in daš še nama prostor, da se pogovoriva. Hvala ti. Hvala. Milena mi je čudovita in je na moji strani in želi mi ful pomagati in to mi je zelo pomembno.